Samostan Kurvi Rab je z obzidjem ograjen kompleks, ki stoji na manjši kamniti vzpetini in ponuja odličen pogled na nekdaj armensko goro Ararat, ki sedaj leži v Turčiji. Prvotna cerkev je bila na tem mestu zgrajena že leta 642, vendar je bila tekom zgodovine večkrat porušena in na novo zgrajena. V zadnjem času pa je bil kompleks deležen obsežnih prenov, s čimer je izgubil velik del prvotnega šarma. Kurvi Rab pa ni pomembna atrakcija le zaradi lepega pogleda na goro Ararat, ampak tudi zaradi legende o svetem Gregorju, ki je v času vladavine kralja Tridata III. Velikega poskušal širiti krščanstvo v Armeniji. Poganski vladar tega ni odobraval, zato je dal svetega Gregorja zapreti v globok vodnjak v samostanu, kjer je po 13 letih mučenja naposled umrl. In kako ti je bil všeč samostan? Res nič posebenega. Splačal se sem priti zaradi tega Ararata tukaj, ker sploh sončni vzhodi so tukaj res lepi. Sam samostan je pa dost prenovljen, dost nov. Tudi videla so jih zdaj tle v Armeniji že toliko, da naj sploh več ne očarajo. Tako da sva res šla gor, sam poslikala in nazaj, ker res ne oni očarali. No, slikanje sicer dlje trajalo, kakor bi drugač. Zato, ker sva pol ure čakala, da se malo sprazne od ljudi. In enega tipa, ki je molil prvo ene pol ure, pa se je čepržigal, potem klečal. Ne vem, v glavnem pač to so definitivno najbolj verni ljudje, kar so jih kadarkoli videla. Vsi grejo, se pokrižajo 100-krat, preden grejo v cerkev ali pa v kapelco. Rikverc grejo ven iz cerkve, zato da so vedno obrnjeni proti oltarju. Križajo se 160-krat, tudi nazaj grede. Res skozi. Tako da, tudi zaradi tega vse skupaj, da je trajalo. Poleg vsega, da je bila gužva od folka, da nama ni bilo nekaj zelo posebenega, pa še zelo vroče. Zunaj je zdaj že 30 stopinj, pa je ura manjka 12, tako da spet bo en vroč dan. Ja. Včeraj smo se šele popoldne odpravili naprej, zaradi tega, ker smo mislili, da imamo samo dobrih 50 km za prevoziti in da bo to hitro šlo. Mi smo imeli samo vodo za nafilati, ampak so bile ceste kar slabše, kakor smo pričakovali. Ena je bila še zaprta, tako da smo mogli obvoz narediti, smo naredili 70 km. Pa tik pred tem prostorom, kjer smo pol tudi prenočili, je bila pa ena cesta, ki je sicer čist regionalna državna cesta, naj bi bila dobra, v bistvu praktično v predmestju Jerevana, ampak je bila toliko slaba, da smo za 4 km po moje porabili ene pol ure ali pa še več, ker so bile res globoke luknje in strmo in vmes kar makadam, v asfalt je bil cel razpokan, res smo mogli slalom voziti, se tudi ostali so, tako da če domačini
v Armeniji vozijo slalom med luknjami, to pomeni, da je res zelo, zelo slaba cesta, ker drugače načeloma oni kar pičijo naravnost in se ne sekirajo kaj dosti za avto. No, ampak ker smo za vse skupaj toliko časa porabili, smo na koncu mogli takole parkirati praktično ob cesti, no, tamle zgoraj je glavna cesta, ene 50 metrov stran. Ni nam glih najbolj všeč prostor, čeprav razgled ima lep, ampak pač raje smo malo bolj na samem. Samo včeraj pol zvečer niti nismo imeli časa več kaj boljšega iskati, ker sem imel jaz inštrukcije in se nam je mudil. Drugače danes zjutraj sva pa zdajle šla šnofko na sprehod, Nastja pa piše, ker ima kar veliko dela in nima časa za sprehod. Nadaljujeva pot do enega templja, ki pa je zgleda kar zanimivo. Pol sva mislila iti do enega samostana, ampak sva ugotovila, da samostani več ne zanimajo, čeprav je kar znan. Tako da se bomo verjetno popoldne odpeljali do Jerevana in si ga jutri ogledali. No, sva se pripeljala do tega templja in je taka gužva in toliko veliko avtomobilov, da se nam enostavno ni dalo s tem ukvarjati in sva kar preskočila to in gremo direkt proti Jerevanu. Ja, res že, ko smo se pripeljali tja, zapeljali v ulico, ene 400 metrov prej je na ulici vse zaparkiran. Ulica je sicer dvosmerna, ampak je samo en pas prost, ker drug je vse zaparkiran, tako da sem, da sva se pripeljala do vhoda, da sva tam lahko komi obrnila in šla nazaj, je trajalo 100 let, povsod milijon folka, res preveč za naju, tako da zdaj nas čaka Jerevan, upam, da bo boljša izkušnja kot tole. Smo parkirali nad Jerevanom, tukaj bomo tudi prespali in jutri od tukaj štartali na ogled mesta. Ponavadi ne rada prespiva v mestu, ampak tukaj bova zaradi tega, ker je res čez dan še kar vroče, se kar do 30 ali pa še čez na soncu temperatura povzpne, tako da bomo jutri kar zgodaj zjutraj verjetno štartali v mesto, da bomo še prijetne temperature ujeli. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.